Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Janković je premagljiv. Novica dneva prihaja iz prestolnice, Ljubljane. Zoran Janković lahko izgubi volitve za župana Ljubljane. Rezultati, ki jih je izračunal novinar Peter Jančič, to jasno kažejo. Odločitev je seveda na vas, drage volivke in volivci, ampak izbira letos vsekakor je. Sedaj pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Prešiček na kulturi. Kako zaščita umetniške zbirke NLB in zaslužne pokojnine za kulturne izbrance bogatita našo kulturo. Kultura ima po Tonetu Peršaku, ki je mandat večinoma prespal, novega ministra. To je Dejan Prešiček, član Socialnih demokratov, soimenjak predsednika Socialnih demokratov Dejana Židana in bratranec soproge vodje poslanske skupine Socialnih demokratov Matjaža Hana. Kaj bo prinesel slovenski kulturi, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, Božidarjem Novakom in dr. Boštjanom M. Turkom. Toplo pozdravljeno. Dobro večer. Živijo. Božo, Boštjan, Pubeca, jaz predlagam, da gremo po vrsti. Najprej Tone Peršak, bivši minister za kulturo. A ga bosta vidva pogrešala? Tone je, vse tak je rekel moj kolega Partlič, eden boljših režiserjev. Jaz sicer nisem nobene njegove drame videl. Se ga pa spomnim iz leta 1992, ko je nastopal na listi Bavčarjeve stranke Demokrati. Ja, to je res. In je pred volitvami začel na kongresu stranke govoriti, dajmo se pripraviti na to, ko bomo v opoziciji. Demagoško, kako bom rekel, zbijal moralo in podobno je nek lik literaren, meni bolj kot minister. Tukaj je bil, seveda ga bomo pogrešali, ker je literaren lik. On je bil minister, ki je bil pač kamorkoli si ga postavil, tako vaza z rožami je tam stal. Bil je lep minister, on je napisal 1 meter knjig, kamorkoli je prijal, odločal pa ni v ničemer. Ampak kjer literarna zvrst je to bila, Božo? Taka, veš... A je to bilo bolj cankarijansko? Ja, kot da bi gledal, v bistvu, veš, kulise v dolini Šentflorjanski, ko je skozi neka megla, pa tik pred sončnim zahodom, melanholično, tam je on nastopal. On je, glej, gospod je bil prej pri Demokratih, pol je bil župan tam one občine Trzin, pol je bil pri Desusu, mu je par let falilo do penzije, ima mlado ženo, in je zdaj to zelo seveda izgrabil z svojim kolegom Erjavcem, so ga nastavili za ministra, prej je bil državni sekretar. On je bil tudi predsednik društva pisateljev, veš, ima znotraj nekih teh lobijev kulturniških, ima neko pozicijo, ampak kjerkoli je bil, se ga drži, jaz sicer nisem imel nekih neposrednih izkušenj, se ga drži, da nič ni naredil, da je bil pač tam, odživel svoj mandat, zase poskrbel, tisto minimalno stroški plače, naredil pa ni nič. Ja. Boštjan, ti imaš doktorat iz sodobne literature Sorbone. Kako ti ocenjuješ bivšega kulturnega ministra? Ja, nekoč sem v Parizu, to je zelo dolg časa nazaj, videl eno karikaturo, namreč ministra za kulturo. Torej, to je bilo 12 na koledarju, je bil narisan 12 mesecev, to je bil nek starček z palco, ki je 12 mesecev v letu bil enak portret, razen v juliju pa avgustu so mu pa nadel črna očala. Tako da ga sonce ne bi slepilo. Skratka, jaz moram s kolegom Božotom, bi rekel, tukaj začeti resno diskutirati, kajti prejšnji minister za kulturo, ki je nasledil tisto Matildo, ki je baje tepla moža, tako nekako sem jaz prebral, ali pa sem si jo tako zapomnil. Julijano Bizjak Mlakar. Matildo za moža. Je napisal 1 centimeter knjig. Kot sem jaz bi rekel... v tem delu boš ti diskutiral z Božetom. Ne, napisal samo 1 centimeter knjig tragedije, pa največja ta, da mislim, da zadnji milimeter tiste knjige je napisal leta 1989. Potem se je pa potikal, ampak on je odličen, Peršak je najboljši simbol sedanje slovenske kulture. Torej, anonimna miška, katere edini raison d'être je to, da se nobenmu ne zameri. Ampak nobenmu se pa ne zameri tako, če ničesar ne
ne reče, in če ničesar ne napiše, in če se sploh ne oglasi, in če ljudi prepriča, da sploh ne obstaja. In to je Pršaku odlično uspelo, a ne? In je odšel, tako kot je prišel, iz teme je prišel, v temo je odšel, zdaj je pa prišel namesto njega gospod Prešiček, ki je pa neka zanimiva poživitev, prvič po priimku, drugič pa pač, ker gre tle za čisto tako imenovano simonijo, ne? Ker če je pač nečak od sestrične, od bratranca, od vodje poslanske skupine žene, nekdanji mož, seveda potem to vse v družini ostane in skratka, to je čista komedija, ne? Če je s Pršakom recimo slovenska kultura zašla v stanje neke popolne cankarjanske ali pa postcankarjanske letargije smrti, tišine 1. novembra, bo zdaj komedija. Z Julijano Bizjak Mlakar, kaj je že bila tista gospa, zelo rezolutna, zelo odločna, ba je moža tepla, ne vem, tako sem bral v teh rumenih medijih, je to bila recimo neke vrste farsa, ne? Tam pač pojo tako orožja, kot so metla, pa kuhinjske, bi rekel, valjarji. Železni repertoar dnevno komedijo. Tle se pa zdaj vračamo nazaj, da bo pa zanimivo. Jaz sem pripričan, da bo zanimivo. Ampak zdaj, če vaju prav razumem oba, no, kar se tiče zdaj, da končamo zdaj s Pršakom, pa gremo naprej na Prešička, je bolj tako, ne, kot bi rekel ti, Boštjan, plusa šonže, plusa la mem šoz, ne, se pravi, sam, da se nič ne spremeni. V redu, ampak zdaj je prišel pa Dejan Prešiček, ne. Zdaj, najprej moje prvo vprašanje je Prešiček na kulturi. Zdaj, morate priznati, nomen est omen, ne, saj v tem primeru, ali ni? Ja, če lahko, ne. Izvoli. Glej, najprej, da se vrnemo na to naprej, ne. Jaz vem, živo sem videl, da ko je bil gospod Pršak še aktualni minister, je pisal, neko dramo je delal. On je tam med delovnim časom pisal. Zdaj ne vem, kdaj nazadnje izdal, ne. Ja, mogoče je pisal spomine, pa jih še ni izdal. Kaj se pa, si to pa pisano rekel, pišem, ne. Kar se pa tiče Julijane Bizjak Mlakar, ona je profesorica matematike, jaz sem imel možnost poznati, ker so me klicali okoli zakona v medijih. Opa, to pa je posebna čast. Ma ne, jaz sem tam napisal en tekst, ki sem ga objavil, pa so me zaradi tega klicali. Aha, na zagovor pa. Ne, glej, Francozi iz Quebeca, Francozi iz Francije so pred 20 leti dosegli, da se jezik izzame kot kulturna dobrina iz trga, globalnega pri, mislim, GATT, ne? In jaz sem to argumentiral in takrat, ko je bil zakon o medijih 2 leti nazaj, zakaj ne sme biti toliko neke južnaške muzike na radijskih postajah, ker mora biti, ne? In so me klicali, ta gospa je vedela, zakaj se gre, ona je znala vse seštevati. A veš kaj, zakaj je ona šla? Ona je šla zaradi tega, ker ni hotela, da pade budžet premogovnika Idrija v kulturo. In je rekla, glej, to bo vzelo 10 ali 5 milijonov in to bo toliko pa toliko plač kulturnikov. In se je uprla predsedniku vlade Cerarju in predsedniku stranke Erjavcev. Stranko SD, ki jo je Bevk fural iz Idrije. In kaj se je zgodilo? Z teh 157 milijonov zdaj gre, ne vem, 5 ali 10 milijonov direkt vidijo. Zdaj moraš vedeti, da imamo v Sloveniji tudi bivši premogovnik črnega premoga v Ankaranu, pa do premogovnika črnega premoga v Lendavi je enih 20 bivših. Kulturniških vsebin v rudnikih. In tu so neki ljudje, ki hočejo to graditi. Zdaj pa pazi, koliko imamo pa tega denarja v državi, da pridemo sploh do gospoda Prešička. Okay, po moji oceni ga imamo enih 150, 157 na kulturi, pa en toliko ga imajo na občinah, pa enih 100 milijonov je donacij pa sponzorstev. Je to veliko ali malo za Slovenijo? To je primerljivo v GDP-ju za neko Nizozemsko, ker je pač 3-krat večji GDP tam, to ni tako malo. Problem je bolj struktura tega. Problem je, da to ni vezano na programe, ampak na fiksne plače, na vzdrževanje sistema. Po moje je 90% tega gre naprej v neke premogovnike, pa plače orkestrov. Zdaj, koliko sem jaz uspel videti, pa upam, da ne bom preveč krivičen, malo pa je le resnice na tem. Vsi ti orkestri, ki jih vzdržujemo, pa dajo plače glasbenikom, vsi ti glasbeniki seveda imajo interes, da čim manj delajo. Zato je prišlo do upora v filharmoniji, zato da lahko fušajo na zabavah, pa na veselicah. To vsi vejo, ne? Sapo zajameva tukaj malo božo, ne? Sej tudi Prešiček je saksofonist, ne? Pa direktor konzervatorija za balet bivši. Veš, kaj je problem? Minister za kulturo bi moral biti nekdo, ki ima izjemno politični moč in je oseben kolega od predsednika vlade in bi ga lahko srednjo oči pokličal, pa mu povedal, kaj je problem. Sploh pri takih narodih, ko smo
Slovenci. Ko smo, v bistvu smo Slovenci zaradi kulture, zaradi umetnosti in ne zaradi orožja ali pa demokracije ali pa vojn pa demokracije. No, jaz se s tem, če lahko rečem, jaz se s tem pač absolutno ne morem strinjati. Ok, Boštjan, to boš povedal, da se ne strinjaš, potem imam pa še vprašanje zate, ne? Ampak najprej povej, da se ne strinjaš. Ne, mislim, recimo se spominjam, 6 let nazaj je bila neka kontaktna oddaja na RTV SLO, katere potem je bilo, ali potrebujemo Ministrstvo za kulturo ali ne, je bilo potem glasovanje gledalcev, je bilo dvotretjinsko rečeno, da pač ne. In jaz sem absolutno mnenja, da mi ne potrebujemo Ministrstva za kulturo, mi take institucionalne kulture sploh ne potrebujemo, ker to je samo korupcija. 90% naše institucionalne kulture je korupcija. Tista kultura, o kateri Božidar govori, da je vzpostavila slovenstvo, seveda je obstojala oziroma se rasla brez... Ne, pa sploh nimamo mi kulture, sej danes sploh ni nobenih kriterijev, na osnovi katerih bi ti lahko recimo rekel, recimo romani, ki grejo v finalni zbor za Kresnika, recimo nekateri so to, ampak to je pa edini kriterij, ki ga jaz lahko zatipam, da na osnovi katerega bi lahko... Ampak kdo je kriv, Boštjan, da ni kriterijev? A je to problem politike? Korupcija, politike in sistema kot tazga. Pa ti misliš, da bi ukinitev Ministrstva za kulturo to izboljšala stvari ali bi jih sam še poslabšala? Ker pa bi pa ves denar šel za te rudnike, o katerih Božo govori, ne? Ne, pa to je korupcija, ne more denar za korupcijo. Jaz enostavno mislim, da ti z Ministrstva za kulturo ne moreš pač delati kulture. Tudi mislim, da je te kulture v Sloveniji bistveno preveč, ko se sploh več ne ve, kaj to kultura je. Danes se en pokaže, tako ampak dajmo zdaj, Boštjan, dajmo mi zdaj povedati. Dajmo mi povedati, kaj je kultura, recimo. Da nam bo jasno. Jaz vam lahko povem, kaj ni kultura. Recimo, Menard je napisal tam v 70-ih letih en odličen anti-song, Anti so bili Slovani, vrag je vzel svoje dni skupaj z gnilimi možgani, zdaj so spet nazaj prišli. Se pravi, mi smo v nekem obdobju zanikanja kulture in kultura je vse tisto, kar kultura ni. Če ti napišeš recimo železen penis išče cviljenje v nebesih, te nagradijo. To je kakšen tvoj priljubljen avtor? To je Tauferjev vers, zaradi katerega sem jaz moral plačati. Čakaj, ga lahko še enkrat lepo prosim poveš. Ja, takoj. Bom citiral, železen penis išče cviljenje v nebesih. Ok, zdaj pa sam sekundo se opravičujem, Božo, železen penis išče cviljenje v nebesih. A to je kultura ali ni? Veš kaj, zdaj iz segmentov, v bistvu kaj, ne? Mi rabimo kulturno funkcijo. Ti si strokovnjak za marketing, za komuniciranje. Seveda je kultura, če jo tako percipiraš, pa jo definiraš. Veš kaj, ni to merljivo, ampak je abstraktno in pri abstraktnih tezah, vse, kar znaš argumentirati, stoji. Pri matematiki 1 pa 1, 2, zdaj pa kaj je literatura? Ni abstraktna stvar, kako? Železen penis ni abstraktna stvar. Ja, to je kar hard stvar, verjetno. Ja, halo, to pa, Božidar, prosti, ne boš me prepričal, da je železen penis abstraktna stvar. Iz prve osebe edine, ampak ne. Tudi če damo, recimo, anketo med gledalci, recimo gledalkami, je železen penis ali penis abstraktna stvar, jaz mislim, da bo 1000 proti 1, da ni abstraktna stvar. To napisal Taufer, bivši predsednik. Ja, zato sem bil obsojen. Čeprav kaj pa Bolan je kralj deževnikov? Ja, Bolan je kralj deževnikov, je pa konec pesmi Palični mešalnik. Težko, da ti umestimo. Karkoli komentiram, osebno poznam te ljudi in... Ne, se je res neugodno, ampak kdo je zdaj tisto presoja? Tako bi vaju vprašal. Kdo je zdaj tisto presoja, kaj je kultura, pa kaj ni kultura? A so to široke ljudske množice? A je to neka birokratsko-upravna struktura na čelu z kvazi politiki ministri? Smo zdaj že malo povedali v zadnjih 3, pa v aktualnem, kaki so. V aktualnem bomo še v nadaljevanju oddaje kaj povedali. Ali so to neki strokovnjaki? Če so to strokovnjaki, kakšni strokovnjaki? Kdo je zdaj tisto, pove, kaj je kulturno, pa kaj ni? Pridemo spet do osnovne, do Prešerna. Prešern v svojem času ni bil nič, ampak je bil Koselski, veliki frajer. In mi smo rabili 100 let, da smo ugotovili, da je Prešern frajer. Zdaj pa spet prijemo do tega, Prešern ni rabil javnega sklada za kulturne dejavnosti, pa ni rabil ministra za kulturo, ampak je rabil Primicevo Julijo, da je napisal tiste sonete, po katerih smo Slovenci. In glej, čim so kriteriji taki, oštevilčeni, kvantificirani, jih Koselski, aktualni Koselski, tisti, ki so pri koritu, ki so Prešaki bi rekli danes, pa Tauferji, pa tako.
ki so všečni aktualni oblasti, znajo izkoristiti ali za svoje nastope, ali za svoje honorarje, ali za svoje penzije, za nekaj. Ne? Ja. Mi bomo še čez 100 let zvedli, ko se bo to izkristaliziralo, kdo je pa bil zdaj Prešern, kdo je bil Kosevski. Isto je verjetno v likovni umetnosti, isto je v vseh teh... Marsikje je tako. No. Ja. Stvar je izredno zapletena, zato ker tle ne gre samo za proces recimo Slovenije, ampak gre za proces odmiranja umetnosti v zadnjih 50 letih. Danes recimo je glavna umetnost, glavni umetnik, pa je nekdo, jaz sem to videl, ki vali jajca v muzeju od kur, enkrat jih vali na vrh dimnika, drugič ne, to se ne hecam. Ja, to ni reklama za Perutnino Ptuj. Ne, ampak vali jajca, lahko greste pogledat na internet in se pravi, jih vali v muzeju in jih pač tudi izvali. Oprosti, si bomo probali predstavljati to zdaj v glavi, kako valita jajca, si bomo vzeli eno krajšo pauzo, se upravičujem, Boštjan. Kultura je tisto in umetnost je tisto, česar ni vsakdo sposoben. V redu, ampak zdaj moramo pa pauzo narediti. Vsakdo sposoben, to je to. Boštjan, nekulturno te prekinjam, ker moramo narediti pauzo, se upravičujem. Vrnemo se po oglasih, gledalke, gledalci, ko nadaljujemo s komentiranjem Prešička na čelu kulture. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Božidar Novak in Boštjan M. Turk, pogovarjamo pa se o Prešičku na kulturi. Boštjan, se ti še enkrat upravičujem, ker sem te prej prekinil sredi pesniškega zanosa, ne? Seveda tako tep kot gledalkam in gledalcem, ampak te zdaj prosim, da nadaljuješ. Ja, hotel sem povedati predvsem to. Umetnost je lahko zgolj tisto, česar ni vsakdo sposoben. Po definiciji odpade vse, kar je sposoben vsakdo napraviti. To je, človek se skozi tisočletja ni popolnoma nič spremenil. Ista zadeva je kirurg, ne more biti vsakdo. Kirurg je lahko tisti, ki to zna. Mehanik ne more biti vsakdo. Mehanik je lahko tisti, ki to zna in je dober mehanik. Urar ne more biti vsakdo. Učitelj ne more biti vsakdo. In pesnik ne more biti vsakdo. Če pa lahko vsakdo pesnik, potem pa to ni več pesnik. In če lahko vsakdo dela umetnost, to potem ni več umetnost. To je čist podobno temu, ker če bi lahko vsakdo delal recimo kardiologijo, kirurgijo, zobozdravništvo. Ali pa recimo vodo dajo Faktor na TV3. Ali pa vodo dajo, ja, seveda. Ja. Se ne hecam, tudi vsakdo ne more na televizijo. Vsakdo ne more na televizijo. Vsakega tudi ne spustimo. Ministrstvo za kulturo ni ministrstvo za umetnost. Ja, to je res. Ampak imam eno drugo vprašanje. Kultura je umetnost, kaj pa je kultura? Kultura je gen, ki se socialno prenaša iz roda v rod. Kultura etimološko je kultus, je gojenje zemlje, ampak enega dejana že imamo, ki to počne. Kultura je širše kot umetnost. Ja. No, zdaj se bomo navezali. Umetnost, kaj pa je petje, je umetnost? Ja, seveda je. Kjera kultura je pa taka, da ni umetnost? Fiskultura, na primer, ne? Dobro, pa dobro. Ampak zdaj pustimo zdaj to... nima ministrstvo za kulturo čez fiskulturo. Pustimo zdaj to kultura pa umetnost, ne? Gremo še malo naprej, pa se magar potem na koncu vrnemo na to vajno debato. Zdaj tale Prešiček Dejan, nesrečen na čelu kulture, ne? Zdaj njegova prva poteza je bila, da je, pozor gledalke, gledalci, če niste vedeli, zaščitil umetniško zbirko Nove Ljubljanske banke. To je fotografija, ki jo je na Twitterju objavil državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, bivši poslanec Socialnih demokratov Jan Škobrne. Zdaj verjetno je tudi on avtor te fotografije, tega ne vemo, ker pač ni bila podpisana, ampak to je slavnostni akt, podpisan odlok o zaščiti umetniške zbirke Nove Ljubljanske banke. Zdaj bi pa takole vprašal, a sta videla pričakvala, da bo prva poteza ministra Prešička na kulturi, da bo podpisal akt o zaščiti umetniške zbirke Nove Ljubljanske banke? A sta sploh vedela, da obstaja umetniška zbirka Nove Ljubljanske banke? No, jaz sem pričakoval, da bo podpisal akt o zaščiti vseh gangsterjev in jih uvrstil med kulturno dediščino, tako da se jim ne bo nič zgodilo. Ampak tudi sicer se jim ne bo nič zgodilo, tako da je ta podpis je popolnoma nepotreben. Zdaj pa, koliko je pa to kultura? Ne, pa kaj ima Ljubljanska banka s tem? Ne. Torej, to je... Ampak to je verjetno zaradi prodaje, Božo, ne? Zakaj je recimo treba zaščititi umetniško zbirko NLB-ja?
tebe imenujejo, mislim, jaz si predstavljam, ne poznam faktov, ampak... Začel si dobro, mene imenujejo nekam, to je v redu. Ne, da so bili izvoljeni, ampak so nekako skombinirali vlado, ker pač tisti, ki je dobil največ glasov na volitvah, mu niso dali vlade. Pol je bil pa, so iskali na vrat na nos nekoga, so ga člani v stranko, so rekli, zdaj pa ti priješ na ministrstvo, jaz sem pa zdaj minister, kaj bom delal, ne? A veš, in zadaj so lobisti iz nekih razlogov, pa magari so z NLB, pa magari so kaj vem odkot, ne? In ti pridejo s projektom in rečeš, super, dajmo se slikati, delo je bilo na tretji strani, ne? Zaščitili smo nacionalno kulturno dediščino. Jaz nisem vedel za ta, poznam tistega od Faktor banke, ne? Ko so Irvini, pa ne vem kaj. Tudi tisto je vprašanje, če je to nacionalna dediščina, ampak potem, kar sem videl, kar je v tem fundusu Nove Ljubljanske banke, ima tisto vsaj rep pa glavo, kar je zbirala Faktor banka, pa bivši direktor, no, kaj je bil Škopac, ne? In seveda, ne, veš, če nimaš strategije, če ne veš, kaj bi, pa vse, kar prije na mizo podpišeš, fertik, in se ti celo fajn zdi, ne, sej tipe pred Torvento je igral, kaj je igral, v nekem inštrumentu je igral. Saksofon, ja. In preden bo on ugotovil, kaj je prišel, da več ali manj je tam, da podpisuje stvari, ki so že naprej dorečene, od 100%, od 157 milijonov ima za razdeliti na leto, od teh 157 je po moje že 200 milijonov naprej razdeljenih, pa to za plače, pa za infrastrukturo, za pisarniške projekte in podobno. Bistveno premalo, pa veš, kaj je problem tega ministrstva za kulturo, da bi namesto, da bi bilo 157 milijonov za projekte, ker bi lahko kulturniki in umetniki izvajali projekte, je večji del namenjen fiksnim plačam. In ta je prioriteta v glavi, ta je socialistični, plača more biti, kaj bomo pa počeli, pa ni nujno. Zdaj bom pa malo kritičen do tebe, Božo. Recimo, če bi ti bil tako iznedljiv, ne, kot domnevno Stojan Pelko in ostali botri, ki so blazno navijali za tisti idrijski rudnik živega srebra, bivši, ne, bi ti lahko tudi svojo pobudo za Pohorje, pa zakon o Pohorju umestil noter v kulturno vsebino, ne? A veš? In bi mogoče vi tudi dobili ta denar, ker očitno tam, kjer bi ga morali dobiti, ga ne boste, ne? Božidar, tle je en bistveno večji problem, namreč mi si moramo odgovoriti na vprašanje, koliko pa je danes v Sloveniji resničnih umetnikov, koliko resničnih slikarjev, grafikov, pesnikov, cineastov, se pravi pisateljev, polovica je takih, ki izvajajo performance, ne? Čeprav jaz ne vem, ali po Slovenija trpi zaradi izide 3000, po mojih informacijah, 3000 pesniških zbirk na leto, tega je ogromno samozaložba. Ampak Boštjana, ni bilo v Prešernovih časih enako, ne? Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Ne, to je bila druga, slep je, kdor se s petjem ukvarja, Kranjec mojemu osle kaže s tem kraljestvom brez težave. No, a ni zdaj isto? Umrje brez denarja. A znamo mi ceniti umetnost pa kulturo? Seveda, če recimo Jančar, Pahor, danes umrli Rebula, nedavno umrli Andrej Capuder, to so bili kulturniki in umetniki, ki so imeli pač nekaj zapovedati in so znali pisati. Medtem, ko danes pa smo soočeni z grozljivo armado, bi rekel, ljudi, ki so prepričani, da so, veste, Slovenija je mejhna, ne, in mejhen prostor poraja velike bedake, ne, vsak je potem poklican, da je popek sveta, ne, in takih umetnikov, neizživetih, ki so popek sveta v Sloveniji par tisoč, ne, in to je strahotna obremenitev duhovnega in mentalitetno-identitetnega prostora. Grozno. Recimo Tone Partlič. A je on umetnik? Pa recimo Tone Partlič, pač moj ata, socialistični kulak, recimo ti se bila dobra zadeva, ampak to so pač stvari, ki so pač vezane na nek časovni... A je to umetnost, ali je to kultura, ali kako je s tem? To je recimo kultura, umetnost, teater, recimo karkoli, ne, mislim, umetnik, danes bi se rekel, je umetnik, danes umrli Alojz Rebula je bil umetnik slovenske besede. To je Drago Jančar. Če lahko na Partliča, ne bom subjektiven, ker je moj kolega, ne, ampak... Ne, pa sej, pogovarjamo se. Tone je z svojo agilnostjo in produktivnostjo toliko presegel meje normalnega. A on skozi piše, on je pa res eno maro knjig napisal, če ne dve. Zdaj, kaj od tega dobro ali ne vem. Plus tega, on skozi nekaj režira, ko so ga nagnali z onega Borštnika, je šel v Pekre, pa je naredil festival komedije, pa pol tam pojejo neke... On je tako kvantiteto sproduciral v svojem življenju, da mora biti neka kvalitete znotraj tega. Jaz sem tako rekel, ne, po vsej te komedije, ko je naredil eno tako epsko delo, Sebastian in Most, ki pa je, veš, taki epski zgodovinski roman Slovencev v prvi svetovni vojni, ki ga je 2 leti nazaj Beletrina izdala, ki jaz lahko rečem,
je veš tako delo, ki bi lahko bilo tudi kako temeljno evropsko delo, ne, še marsikako. Ne, je pa predtem, da do tega on se je zamazal s politiko, ne, on je pač ves čas. Ampak zdaj govorimo o kulturi pa umetnosti. Da se razumemo, on je rinil v politiko, za katero je smatral, da mu bo prinašala korist. Pablo Neruda je dobil Nobelovo nagrado, pa je bil fašističen komunist, on je bil neposredno plačan z strani Stalina in njegovega KGB. Jaz mislim, Boštjan, se strinjaš, moramo ločiti opus od človeka. Ja, se strinjam. Če že odgovarjam, meni je to zabrisano. Ne, mislim, ti je zabrisano, ampak recimo, če nekaj zelo konkretnega rečem, Vitan Mal, recimo, ne? Ali tle ločimo opus od človeka ali ne? Čakaj, to je pa pedofilija, kaj je to? To pa sploh ne bi komentiral, res to. Ja, ampak si bral knjige njegove? Pa tega ne komentiram. Hodijo otroke gledati pred šolo, kaj je pred osnovno, pa to. Se ne piše v knjigah o tem. Ampak ne ločiš opus od človeka, v redu. Ampak zdaj predlagam, gremo zdaj na... Spet imaš vprašanje kriterijev zgodovinskih, pa imaš kriterij lokalne avtoritete, pa globalne avtoritete. Kaj pa stari Grki, pa stari Rimljani, ko so pisali o lezbičnih pa pedofilnih zadevah kot najbolj normalnih, ne? Veš, danes, 2000 let potem pa je to seveda iz etičnega vidika blazno. Največji slovenski pesnik je spuščal fige in je bil doktor Fig. Ampak ok, pustimo zdaj to. Gremo zdaj še na eno rdečo nit današnje vdaje, ki tudi vidim po tweetih, da gledalce pa gledalke najbolj zanima. Ne? To so pa zdaj te, minister Prešiček je potem, ko je podpisal ta akt o zaščiti pač umetniške zbirke NLB, tudi napovedal ponovno upeljavo zaslužnih pokojnin za kulturne izbrance. Ne? Zdaj jasno je, takoj ko rečeš zaslužne pokojnine, se ljudem utrga. Ne? Bomo pokazali pač anketo, ki jo je naredil spletni časopis, ko je bil ta projekt prvič živ. Ne? Ali ste za dosmrtne dodatke k pokojninam za kulturnike in raziskovalce? Da, 3%, ne 96%. Ne? Na kar reprezentativnem vzorcu. Zdaj pa tako vprašam. Te recimo ljudi, o katerih smo se pogovarjali, pa ki ste jih tudi vidva naštela, nekateri so sicer žal že pokojni, a bi ti bili primerni recimo za neke take državne kulturne penzije, ali je to ideja, ki je zgrešena že v štartu? Ta ideja je prvič koruptivna, drugič je protizakonita, tretjič je protiustavna, četrtič, če imamo v državi recimo 5 ljudi, Drago Janča recimo, recimo 5 ljudi, se pravim, 5 ljudi bi imeli, ampak to ne moramo urediti zakonom, to uredimo preko akademije, ne, pa da se pač poviša akademikom ali karkoli zaostrimo, ne more pa to biti zakon, ki bo, ker to je pa čista korupcija, to je najbolj eklatanten primer korupcije. Ampak zakaj je to korupcija? Vsi ti ljudje so rešeni. Jaz mislim, da zakaj je to korupcija? Zato, ker... Samo malo Božo, samo da tole rečisto. Zakaj je to korupcija? Zato, ker se bojo pač... Ker jim bo nekdo podeljeval, ker bo odločal o tem. Ja, pa seveda spravili koritu tisti, ki se vedno spravijo v Republiki Sloveniji koritu. To je 15 imen, pa se to vemo, vse smo to že videli. Zdaj, če se malo pohecamo, to, da je pač minister Prešiček pri koritu, ni tako nenavadno. Smo rekli, nomen je stomen. Ampak Božo, ti si hotel nekaj dodati. Ja. Vsi ti, o katerih danes govorimo, že tako in tako so prejemniki Prešernovih nagrad velikih in tam jim sleduje, pripada jim pokojnina sama po sebi. Ne? Ja. In tako da jaz ne vem, zakaj ta pobuda ministra. Očitno je to, kar sem na začetku rekel, prišel je tja, se vsedo niti ni pričakoval, 3 dni prej, da bo minister in zdaj mora nekaj početi, pač zdaj kaj mu na mizo nosijo lobisti, to govori. Ne? Ampak športniki recimo imajo to Božo. Ja, pa zdaj kulturniki tudi imajo. Pri športnikih moraš dobiti, kaj je tisto nagrado. To je pa drug primer. Pri športnikih so pa popolnoma jasni kriteriji. Če nekdo dobi olimpijsko odličje, če nekdo dobi že zmaga na svetovnem prvenstvu, to so pa popolnoma jasni kriteriji. Lotkova nagrada je pogoj za pokojnino pri športnikih, Prešernova pa pri kulturnikih. Tako je to rešeno v tej državi. Samo Prešernovo nagrado podeljujejo, lejte, Prešernova nagrada, konc koncev, da ne bom samo po levih udrihal, povem, da je pač Prešernovo nagrado dobil nekdo, ki je naredil dokumentaren film, ki o nekem patru, ki, kot sem ga jaz videl, ne zasluži tega, da bi Prešernovo nagrado, je pa dobil zato, ker je pač promoviral film o Patri kot direktor, samo da končam, kot direktor televizije, promoviral film o Patri in s tem naredil tistim, ki pač delajo Prešernovo nagrado, neskončno uslugo, ker že 10 let se vrtimo v istem. To je tako, da ne bom samo po levih odrihal. Kaj pa, Božo, kaj ti misliš zdaj?
Se pravi, vidva sta oba proti penzijam, pravite, da itak že dobijo nek denar. Problem je v tem, da Ministrstvo za kulturo 157 milijonov, ki jih ima, ne uporabi za kulturo in umetnost, ampak jih uporabi za vse drugo. Tudi med ostalim za take ideje, kot nebulozne, kot so pokojnine kulturnikom, kot so plače orkestrom. Veš, kulturno ministrstvo bi lahko, veš, Rdeči križ pa vse te humanitarne dejavnosti, 10%, študentski servis zname 5 ali 10%, ne? Ja. 5 do 10% od 157 milijonov bi lahko šlo za plače, pa za fiksne infrastrukturne stroške. Vse ostalo pa za programe, za knjige, za teatre. Božo, jaz se s tabo strinjam. Kdo bo pisal te programe, Boštjan? Ne, hočem reči samo to. Jaz sem pač, ti si Štajerc, jaz nisem Štajerc, jaz sem poročen na Štajersko. Ampak govoriti... Ti si na pol, midva smo čisto krvna, ti si pa na pol. Ja, okej, sem na pol, sem pa na pol. Ja, nihče ni popoln, Boštjan. Hočem reči, ampak govoriti o dodatnih pokojninah, neki kasti, ki je že tak polna vsega, a ne v luči ljudi na Štajerskem, ki imajo po 400 evrov penzije, pa poslušajte, se bojo prišli na ceste, se bojo ministru vrat zavil. In to čisto upravičeno. Ja, ampak čak zdaj, a so res vsi polni vsega? Kaj pa ti recimo mladi avtorji še zdaj, ki nam še niso poznani in niso finančno podprti? V Sloveniji, 40, 30, 50 umetnikov, recimo klan Zupančič, a ne, Milena Zupančič je v vsaki reviji, v vsaki nagradi, te povsod. In takih Milen, potem je ki je igral, se pravi, Đuro Đurić ali neki tazga, ki ne zna enega stavka po slovensko povedati, pa je povsod nagrajen, pa je ne vem kaj, pa da celo je v ritu ščipnil Angelino Jolie, če jo je res, jaz ne vem. Hočem reči, a je to zdaj umetnost ali kultura, Boštjan, to, da je vščipnil v ritu? Če jo je res vščipnil, je to umetnost. Če mu je to ratal. To kultura ni, če mu je to ratal, ampak dvom. Hočem reči, pri nas je 50 ljudi, ki so... Nič mi ni rekla, da je vščipnil. Ja, okej. Se pravi, pa je vprašanje, če je umetnost lahko, da je kultura, ne? Ne vem, ampak pri nas je, lejte, 50 ljudi, ki so povsod, ne? In teh 50 bi bilo seveda naravno predestiniranih za te dodatne penzije, vam povem, tako kot je, ne? Teh 50 penzij bi šlo tem 50 ljudem. Ampak dajmo najti zdaj mi trije, a se lahko uskladimo vsaj okrog enega imena, kateremu bi pa prvošli to kulturno penzijo. A najdemo enega tazga? Jančar, Pahor, Rebula, ne? Potem pa recimo... Čak, vsaj Partljiča moraš dati zraven, da bo imel Božo enega svojega med petimi. Ker to je Slovenija. Če ne bo imel nobenega svojega med petimi, pol proti, ne? Jaz bi to v redu znotraj Akademije znanosti in umetnosti. Gledališče, ples, gledališče, arhitektura, literatura in sednili. Film je 8, kak je, ne? Ampak pazi, pridemo do tega, ne, da v tej državi ima pa koliko, nekaj 100 ljudi subvencionirano plačo kot arhitekt. To bo isto kot Zveza borcev, namesto da bi 40 tisoč, ne vem, ko je ministrica Širca, ker je imela dobre veze z arhitekti, zagotovila, zdaj pa ne vem, ali je to nekaj 100, ali je to 1400, vem, da je neka številka, ki je večja, vsaj od 500 arhitektov dobi, kaj vem, penzijo in plača država. Pa kaj delajo ti arhitekti? Delajo za državo? Ne, oni so, veš, kulturniki in dobijo to ofertik, prijaviti se moraš nekaj, ne vem kaj in dobiš. Zdaj, jaz to nič nimam proti, da če to dobijo, ampak ne z budžeta za kulturo, naj grejo na socialo in tam to uveljavljajo. Tudi Društvo slovenskih pisateljev ima enega od kriterijev, da ti, ko imaš dovolj denarja, ne dobiš štipendije za to leto. Podpiranje umetnikov in to, bi rekel, vodi v razvrat in to je konc umetnosti. Evo, to je zdaj štihvort, oprosti, Boštjan, razvrat. Zdaj pa zadrži to misel. Bomo si vzeli še en predah. Ne odhajate, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko s komentatorjema podamo zaključne misli. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Božidar Novak, Boštjan M. Turk, še zadnje vprašanje za vaju. Koliko je ura, ko pride kultura? Katera ura bije kulturi, Božo? Ja, jaz mislim, da je bije tej kulturi, Čaki, Božo sem rekel, ampak ok, zdaj, če si začel izvoliti. Božidar je prvi. Vrniti se moramo k temeljem. Ja. Temelji slovenske nacionalne državne budžetne politike so bili postavljeni, ko so štajerski mesarji in trgovci z Maribora ustanavljali Slovensko matico. Okay. In takrat so svojega denarja mladi slovenski podjetniki financirali knjige slovenske v Avstro-Ogrski. In danes je isto. Ne more biti 157
157 milijonov razdeljenih naprej, pa pride se slikati nek minister, ampak teh 157 milijonov mora biti ne za rudnike, ampak za programe. Ne za stalne plače, ampak za programe. Božo, hvala, ti bom prevedel gledalcem 5 pred 12 evra. Boštjan, kaj pa ti praviš? Jaz mislim, da tej kulturi, ki ni kultura, bije zadnja ura. Oziroma, je odbila zadnja ura, se sploh o tem ne pogovarjam. Kultura se more vrniti nazaj k kulturi, nekdo more zapisati, začeti kot Prešeren, poet tvoj nov Slovencem venec zvije iz 15 sonetov, ti tako ga spleta, da magistrale pesem 3x peta, vseh drugih skupaj veže harmonije. Nazaj moramo začutiti to občutje in to je kultura. Hvala lepa, Božidar Novak, dr. Boštjan M. Turk, za vajne današnje komentarje v oddaji. To je bila kulturna 189. oddaja Faktor na TV3. Spremljajte nas tudi jutri, ko bomo govorili o tem, ali naj Slovenija legalizira marihuano, se pravi kanabis, ali ne. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.